Spoštovani, pozdravljeni na še enem spletnem literarnem večeru v naši knjižnici. Če vprašamo literate, zakaj ustvarjate, zakaj pišete, dobimo različne odgovore. Zato, ker želim nekaj povedati, zato, ker želim sporočiti, kako jaz vidim svet, zato, ker mi je zabavno, zato, ker mi je všeč deliti svoje mnenje in svoje misli. Tudi ustvarjalci, zbrani v literarnem društvu Sončnica, bi na to vprašanje nanizali veliko različnih odgovorov. Vsem bi bilo skupno to, da izgovorjena beseda preide, zapisana pa ostane. Literarno društvo Sončnica je nastalo v letu 2012. Gonilna sila tega društva je bila in je še vedno Erna Ferjanič, ki bo tudi spregovorila nekaj o njihovem delovanju, o tem, kako so preraščali meje Rogaške Slatine in se širili po Obsotelju in Kozjanskem. Člani pa prihajajo tudi iz drugih koncev, iz Poljčan, iz Makol in prav tako se predstavljajo ne le v svoji občini in v občinah Obsotelja in Kozjanskega, pač pa tudi širše. Tudi v naši knjižnici jih tradicionalno gostimo v maju, ko predstavijo nov zbornik ali pa kakšno novo izdano knjigo katerega od članov. Lansko leto jih je malo upočasnilo, ni jih pa zaustavilo v njihovem delovanju in že 7. zbornik po vrsti je izšel tam nekje proti koncu leta. Zaradi znanih razmer javnih predstavitev v živo ni bilo, pa popravljamo danes to z spletno prireditvijo. Danes so z nami predsednica društva Erna Ferjanič in 3 ustvarjalke. 2 sta močno povezani tudi z našo knjižnico, Ida Nova in Vida Debelak. Samanta Žibert pa prihaja iz sosednjega Šentjurja. Naslednje leto bo že 10 let, kar smo se odločili nekaj nas, ki ustvarjamo tudi z besedami, da bi ustanovili literarno društvo v Rogaški Slatini. In tako je potem uradno bilo 2013 registrirano literarno društvo Sončnica Rogaška Slatina. Najprej smo bili bolj locirani na Rogaško Slatino, kasneje so se nam pa pridruževali tudi člani iz drugih krajev Kozjanskega in pa sosednjih mest in krajev. Danes društvo šteje čez 20 članov, aktivni pa niso ravno vsi, ker imamo tudi nekaj častnih članov, ki so na raznih pozicijah in pa nekateri nas spremljajo bolj podporno, ne toliko ustvarjalno. Člani pišejo in objavljajo svoje literarne prispevke po različnih časopisih, na spletu, po drugih zbornikih, drugih literarnih društev. Vsako leto se pa predstavijo v našem literarnem zborniku, ki ga izdamo in ga predstavimo v knjižnici Rogaška Slatina. In tako smo lani izdali že 7. zbornik po vrsti. Zdaj nekaj let imamo tudi že navado, da vedno ob predstavitvi podarimo najbolj uspešnemu ustvarjalcu v društvu, nekomu, ki je mogoče tudi v življenju največ ustvaril, pokal. In tako smo podelili že 3 pokale Sončnice 3 ustvarjalcem za njihov prispevek pri literarnem ustvarjanju. To nas posebej veseli, se pravi, da imamo v društvu tudi take ustvarjalce, ki so, bom rekla, tudi pomembni za literarno in pa za slovenistično znanost v jeziku na Slovenskem. Če se mogoče osredotočim na tale 7. zbornik po vrsti, je kar zajeten. Lahko rečem, da je vsako leto zbornik debelejši. Ponosna sem, da je bilo zelo uspešno mednarodno sodelovanje. Imeli smo razpis Prisluhni besedam.
tako da so sodelovali tudi ustvarjalci na literarnem področju iz drugih držav, celo iz Argentine, Italije, Hrvaške. Zelo veliko pa je bilo ustvarjalcev, ki pišejo v slovenskem jeziku iz literarnih društev v Srbiji. Se pravi, to so potomci Slovencev, ki so bili preseljeni v Srbijo in še vedno gojijo slovenski jezik in so bili prav veseli, da lahko sodelujejo v tem našem zborniku. Literarni ustvarjalci ustvarjajo poezijo in pa prozo, tako da kadar gre za prozna besedila, če so krajša, potem jih objavimo v celoti. Če pa gre za izsečke, morda tudi dele knjig oziroma književnih besedil, jih pa objavimo samo delno. Pesmi pa objavljajo avtorji tako od nekaj do 10. To je nekje normirano, zato da omejimo posameznega avtorja z številom strani. Tako imamo v tem zborniku predstavljenih čez 30 avtorjev, je pa tudi prvi del posvečen, rezerviran nekako za člane literarnega društva Sončnica. Ti tudi veliko izdajajo svojih lastnih knjig. Tako da lahko rečem, da na leto v našem literarnem društvu imamo vsaj 3 novitete izdane od avtorjev. Danes bi se predstavile 3 članice našega društva, ki bodo prebrale nekaj iz tega zbornika. Tako bo prebirala svoje pesmi Ida Nova, potem se bo predstavila Vida Debelak in pa Samanta Žibert, ki je letos izdala tudi novo pesniško zbirko. Pa čeprav 1000 let bo minilo, ko bova spet skupaj zvezde štela, in 1000 zvezd bo v soju ugasnilo, ko bova spet za roke se prijela. Naj bo, kar je bilo in kar je vredno za 1000 let in 1000 zvezd. Iz neskončne modrine sem se rodila in v neskončno modrino se bom vrnila. A vse je še tukaj, tudi ti, ki te ljubim. In pesek na obali neprehodenega, in trata preteklih pisem, in meglice prihodnjih rojstev. Pričevanja niso potrebna. Medeni poljubi gredo z nama, ko naju modrina premaga. Za hip bi bila rada ti. Rada bi se zlila s tvojo pesmijo. Rada bi zaplesala s tvojim veseljem. Rada bi vedela, kar ti veš. Rada bi videla s tvojimi očmi. Rada bi čutila, kar ti čutiš. Srečujem te v svojih sanjah in v svojih pesmih. Te pišem tebi, kot danes. Ditka. So kosi priredili veliko tekmovanje, ko ni bilo pomembno le sodelovanje. Prišla je tudi ptičev vseh porota, da se morda ne dogodi pomota. Je jata lepoce vzhoda priletela in štajerske konkurence ni nič vesela. Vsak zase se šopiri in modruje, si s perjem črnim srečo kuje. Biti najlepši si vsako želi, a kaj ko nagrado to le eden dobi. In zmaga lepotec s postavo Vitko, to ni nihče drug kot kos Ditko. Korona. So čudni nam časi, ta marec, april, da bi se končno do poletja prebil. Pa pride zdaj ona, ki nisem je vabil, da sem še na prepire ženo pozabil. Je glavna novica TV ekrana, ko vsa družina skupaj je zbrana. Da ona je kriva, če ni več tako, in na delo vse manj ljudi bo šlo.
Gostilne so prazne, šole pa tudi. Če človek posluša, zelo se utrudi. Skriva se vsak med 4 stene, v vrtcu zaprtem še fikusovene. Da zdaj je drugače, to čutimo vsi, želimo normalno, da se živi. Nimam več službe, časa dovolj, smilim sem drugim, sebi še bolj. Ne mislim na morje in na dopust, štejem položnice in si trgam od ust. Da bi le pamet veljake vodila, politika na človeka ne pozabila. Potem, upam, pride spet jesen, da jo zdrav pričakovati smem. Življenje moje vesolju je hip, da začutim njegovega srca utrip. Na poti vedno mi je vodilo, da jutrišnji dan nam vsem je darilo. Moje ime je Samanta Žibert in vam bom predstavila nekaj pesmi iz svoje nove knjige Poglednice. Knjigo je ilustrirala Alja Krklec, ki je dijakinja srednje, torej gimnazije Celje Center. Pesmi Poglednice imajo zelo specifičen naslov, kajti govorijo o različnih pogledih, različnih ljudi na različne izzive, ki nam jih ponuja življenje iz različnih zornih kotov. Pesniška zbirka je moja 5. pesniška zbirka, druga za odrasle. In razdeljena je na 3 dele. Prvi del nosi naslov Potovalnice, drugi del nosi naslov Mimobežnice in tretji del nosi naslov Svetovalnice. Pri potovalnicah potujemo od našega začetka do vseh življenjskih prelomnic in se zaključijo pri koncu, ki ga vsakdo čaka. Pri mimobežnicah sem se dotaknila izzivov vsakdana, tem, ki so mi pomembne. Tukaj sem kar precej kritična in govorim o svojem razmišljanju na te stvari, ki so trenutno aktualne. Zadnji sklop, Svetovalnice, pa se dotika odnosov med moškim in žensko in to na precej humorističen način. Ker sem po poklicu učiteljica, bo moja prva pesem se dotaknila učiteljskega poklica, in sicer včasih so se učitelji imenovali šolniki. In bom prebrala eno pesem s tem naslovom Šolniki. Enako kot župnijski, dohtarski stan, učiteljski včasih je bil spoštovan. V rokah imel je vzgoje pravico, ko s palico vtepal je znanje v betico. V šolo bolj fantje nekoč so hodili, da brati in pisati bi se naučili. Za kuho in pranje se uka ne rabi, za se deklet takrat v šolo ne vabi. Če pri pouku je kdo klepetal, je na koruzi za kazen klečal. Porednost se s šibo je kaznovala, lumpe oslovska pa klop je čakala. Ker starš in učitelj v kup sta držala, vsaka se kazen je zamolčala. Če po pouku kdo je ostal, pred šibo očetove še bežal. V zahvalo so starši jajca nosili, s kokošmi, klobasami se oddolžili. Biti učitelj bilo je težko, saj cvenka je zanje premalo bilo. Še danes učiteljski stan životari, borno imetje si z ukom ustvari. Poslanstvo njegovo ni spoštovano, s tožbami staršev je tlakovano. Znanje že dolgo ni več vrednota, saj kapitala glavna enota. Učitelj med starši, učenci vesla, vedno več dela s papirji ima. Da ton ni preglasen, učitelj zdaj pazi, hvali, ne kara, napredek opazi. Učenec, ki šola ga omejuje, z žalitvami, motenjem jezno kljubuje. Brez sita se učenca resnica sprejema, da učitelj je kriv, ni nikdar dilema. Pravne so službe šolski vsakdan, učiteljev ugled pa v prah poteptan. Druga pesem, ki jo bom prebrala, govori o tem, da je danes precej veliko egoističnih ljudi na svetu in s tem egoizmom nekako vladajo, ampak včasih je ta egoizem tudi premagan. Ego. Samooboževan, v sebi zlagan, iste teme prežvekuje,
idejam tujim nasprotuje, v skepsi črnogledi vztraja, se o ničemer ne pogaja. Misli modrecev citira, a največkrat le blefira. Brezglavo trmasto se kuja, ignorantsko dlan ponuja. Dokler ustroj ga ne ustavi, nastavitve mu popravi. Tako, s tem bi zaključila kratko predstavitev. Če pa si želite prebrati še kakšno drugo pesem, vas bo pesniška zbirka čakala v knjižnici Šmarje pri Jelšah. Hvala.